Gremo dalje. In sicer zdaj pa kle vprašanje, kaj je naloga mentorja v tem procesu. Okay? Kaj pa mora mentor pravzaprav, startup mentor ali pa podjetniški mentor pravzaprav početi? Kaj počne? Ima kdo kakšno idejo? Če ne, jo lahko obdelamo tudi malo kasneje, ampak ker to je zdaj ključno vprašanje. Razumeti, kaj je kot mentor tvoja naloga. Pa bom preskočil tole, zdaj pa se bomo pol vrnili. Ne, tako sam dodam. Jaz bi sam rekel tako, čisto za eno besedo, zdaj za to, da ne bomo predolgi, ne. Je usmerjevalnik, ne. Se pravi, kaži pot. Okay. Je kaži pot, v redu, super. To je ena krasna definicija, ki bomo se še k njej vrnili. Se pravi, dajmo najprej za začetek iti čez eno stvar, ki jo že vsi veste, ampak mogoče niste enkoli v njej na tak urejen način razmišljali, pa bom zato zdaj le kratko povzel in sicer se bom vprašal, kako pravzaprav izgleda podjetniški proces. Ko sem rekel podjetniški proces, govorim o procesu od nastanka ideje do postavitve nekega dobro delujočega podjetja. Okay, to je ta proces. Se pravi, gremo od nečesa novega do razvoja izdelka, do gradnje podjetja, ki iz tega nastane. In podjetniški proces bomo pogledali skozi 5 ključnih trenutkov, ki se v podjetnikovi karieri, če hočete, zgodijo. Ok, in zdaj vas vprašam, kjer je ta prvi trenutek govorim, s katerim se podjetniški proces začne? Ideja, zagotovo. Ok, zdaj, super. Ne, to je, se pravi, ideja. Ne? Ta ideja je, če bi šli zbrati znanstveno literaturo, ne, podjetniška znanost je ena specifična panoga, jaz sem se s tem kar nekaj časa ukvarjal, ampak ko začneš enkrat vrtati, kaj pravzaprav ta ideja v resnici je, ne prideš do dna. Okay? Ker imam že tukaj napisano, en je napisal ideja, en je napisal problem, en je napisal bolečina, ne? Eno je odločitev, da uresničiš idejo, do tega še pridemo, še nismo tam, ne? Ampak dajmo uporabiti en termin, ki se ga uporablja v strokovni literaturi in se mu reče aha moment. Okay? In to je moment, ko se v tvoji glavi rodi ideja, karkoli že to je o nečem, ja? Začneš o tem aktivno ali pa podzavestno razmišljati, sam prej nisi vedel, prej se tega nisi spomnil, zdaj pa si se pravzaprav spomnil. Okay? To se ful velikrat v stripih, pa v otroških knjigicah, pa v risankah se ta ideja prikazuje kot neka žarnica, okay? Neki se ti posvetil. Ponavadi te ideje ne nastanejo kot žarnica, ponavadi nastanejo kot ena zaporedje nekih drugih idej, dogodkov, pogovorov, kakorkoli, ampak v glavo se ti usadi neka stvar, ideja, kako bi lahko neko stvar pravzaprav naredil. Zato, da se ta stvar zgodi, moraš imeti eno stvar, ki je bila tudi tukaj napisana in ki se reče nek mindset. Ne? Se pravi, mindset, da si sploh dovoliš, da o ideji razmišljaš. Ker številni ljudje, ki jih vi tudi poznate, o tem ne razmišljajo. Ne? Stojijo v vrsti in ponižno čakajo uro pa pol v vrsti, brez tega, da bi razmišljali o tem, kako bi lahko vrsto preskočili, skrajšali, whatever. Okay? Tako da, to je to prvi dogodek, pomemben, nikakor ne najpomembnejši, kar se mene tiče, ne, je ta ideja. Ampak zdaj, a veste, ko jaz razmišljam o neki ideji, koliko je ta ideja v resnici vredna? Nič, ne? Se pravi, dokler imam jaz sam nekaj v glavi, niti ne vem, ali je ta ideja fajn ali ni in tako naprej. In kaj rabim za to, da že samo pri sebi prodam to, da je ta ideja v resnici v redu? Kaj sem moram to idejo najprej samo sebi prodati? Tadej, ja. Akcija. Kaj pa pomeni ta akcija? Dajmo biti čisto konkretni, kako ta akcija izgleda, ne? Ja, neko dejanje, s katerim boš ti to idejo stestiral, ne? A je zdaj to smiselno naprej raziskovati ali ne? Kako pa to v praksi naredim? Ne? Ker zdaj smo še zelo v začetni fazi. Ne? Jaz se vozim s kolesom in sem dobil idejo, kako bi naredil ščitnik, da bi mi manj v glavo pihal. Ne vem, whatever. Ok, odlično, ne?
začnem se z nekom nekaj pogovarjati. Jaz še ne delam zelo aktivno na tem, jaz samo to imam in enkrat to pivu z nekim prijateljem ali pa kakorkoli se to z njim pogovarjam. In kaj je zelo, zelo pomembna stvar? Kaj je tista stvar, ki mojo idejo naredi veliko več vredno? Če pridem jaz potrditi, kaj pa je pomen potrditi, a veste, v kateri fazi mi smo? Mi bluzimo v nečem, sanjamo. Ja? Prototip pridemo, ampak zdaj smo mi še v tistem, kar razmišljamo, kako bi nekaj novega se zamislili. Kaj se mora zgoditi? Definirati Nataša, ne slišimo. Skupino. Nismo še tam. Nismo še tam. Še nekdo mora to idejo zagrabiti. Odlično. Jaz se z nekom pogovarjam in kar naprej, kar naenkrat se nekdo drug navduši za njo. To je totalno pomemben dogodek. Ne vem, če ste kdaj gledali tisti video, vam ga ful priporočam, How to Create a Movement, ne, ki pravi, da veliko bolj pomemben kot ki štarta neko gibanje, je ta prvi, ki mu začne slediti. Okay? In ko ti prideš z idejo, jaz bi pa naredil cvetličarno v Mengšu, dokler sem jaz sam. O tem je to čisto brez veze. Pogrem pa do neke prijateljice, pa se z njo pogovarjam o tem, kako bi bilo pa ful dobro imeti eno cvetličarno v Mengšu. In ona reče, ja, sem res, to je pa res super. Wow, imam kar naenkrat potrditev. Zelo, zelo pomembna stvar. Okay? Še bolj pomembno je, če mi je to toliko všeč, da jaz o tej ideji ne razmišljam več sam. Ne? Ampak kar naenkrat ona ali pa on razmišlja z mano o tej ideji. In potem pridemo v zelo pomembno naslednjo fazo, ki se ji reče aktivno investiranje, jaz temu rečem. Okay? To je pa trenutek, ko se odločiš, da to ne boš več ti neki takole malo sporadično bluzil, ampak boš temu začel namenjati svoj čas, ki je v veliki meri ekvivalent tvojega denarja. Okay? Vi namesto, da bi počel nekaj drugega, namesto, da bi pil pivo s prijatelji, bom jaz začel delati aktivnosti, da bi se ta stvar začela razvijati naprej. Okay. Zdaj, moje vprašanje je, ves čas, ko gremo skozi ta proces, bi rad, da razmišljate tudi v mentorskem smislu. Se pravi, kaj potrebuje nekdo, ki pride, ki ima idejo, pa se še z nikomer ni o tem pogovarjal? Če gremo v fazi 1, kaj potrebuje od mentorja? Ne, ponavadi v validaciji na začetku naredimo pain intervjuje, se pravi problem intervjuje, tako da dobi 5 respondentov, da to zvalidira, mislim čisto po design thinking modelu, tisto, da vidiš, če nekaj opazi. Full folka hoče delati ankete so v fazi, sploh, ko imaš radikalno inovacijo, ki si ljudje ne predstavljajo, kaj jim prodajamo, v smislu, če bi Ford vprašal ljudi, kaj hočejo, bi rekel hitrejšo kočijo, ne avta, se pravi, to je malo useless crap. Drugače pa najbolj awesome stvar, ki jo pa lahko naredijo, je pa tesna prodaja. Ne vem, pač tisto moje podjetje, mislim, Pitch Buddy Plan, moje podjetje, to se ful grdo sliši, podjetje, ki sem ga mentorirala, oni so na začetku, preden so šli investirati 1 evro v e-commerce, prodajali preko Google forma. Se pravi, 2 osebna trenerja, ki sta pač naredila eno elastiko, zato da se tipom ni zatikalo za dlake, ko trenirajo, so šli prek Google forma na Instagramu vprašati, kdo bi to naročil in z avtom dobesedno iz prtljažnika začeli prodajati prve elastike. In to je pač tisto najjača faza validacije, ki ti nekdo da že denar za tisto, kar hočeš. In to se lahko naredi ful hitrejško, kot mi v resnici mislimo, a veš. Mislim, ne vem, pač zdaj bom jaz začela tudi snemati online kurse, pa take zadeve. Jaz bom šla normalno v pre-sale, zaradi tega, ker če pač ne najdem 100 ljudi, ki bojo to kupili, why the fuck should I bother pač celo poletje zabijem za to, da nekaj snemam, če pač ne moram narediti par jurjev, preden do to objavim. Zakaj? Ok, super. Maja, vse, kar rečeno, podpišem takoj, sva pa malo preskočila par faz. Ker jaz se zdaj grem nazaj, Ne, jaz mislim, to je za validacijo aktivnega investiranja. Se pravi, v kateri točki misliš, da je to pametno začeti delati, a ne? Ne, govorim, jaz grem pa eno fazo nazaj. Torej, imamo Jožeta, ki se je spomnil, da bi delal nov reskar, ok? Pa se z nobenim še ni pogovarjal o tem. Kaj potrebuje od mentorja? Do vas pride nekdo, ki še ni začel aktivno investirati. Kaj rabi po temule, kar se zdaj pogovarjamo?
še nismo v validaciji, on je idejoma. Kaj rabi? Nekoga, ko ga posluša. Tako, bravo, za začetek. Ki ga posluša in kaj da še nazaj, in kaj mu da nazaj? Feedback ki je praviloma kakšen. Iskren, ampak mogoče malo bolj usmerjen v katero smer. Kritično. Pozitivno kritično. Okay. To vam jaz lahko povem iz primera, ko smo dolga leta delali študenti, ko so delali svoje ideje. Mi smo začeli na začetku tako, da smo jih sesuvali. Okay? Smo mislili, da jim dodajamo vrednost v temu, da mu pač iščeš lukne v njegovi ideji. Pa smo pa z leti ugotavljali, da je to totalen krep, ker oni lukne jim bojo pokazali, nešteto, če niso bili dovolj globoko v procesu, da bi mogli videti lukne. Rabili so pa nekoga, ki jim je rekel, ampak tole, ki imaš pa kle, to je pa ful dobro, tole se ti pa splača naprej delati. In ljudje jih lahko koronsko zaznamujemo s tem. Jaz vam povem case enih dveh mojih mentorirancov so neformalni, for free sem se z njimi ukvarjal, ker sta simpatična fanta in sta razvijala neko aplikacijo, okay? In sta se hotela na P2 prijaviti. In jaz sem jima rekel, daj razmislite, vidva res hočeta iti na P2, ker to ima posledice, ampak ona dva valjda P2 bomo denar dobili, super, bo super, gremo akcija. Okay? In sta šla na P2 in sta imela smolo, sta dobila mentorsko komisijo, ki jih je ful slabo ocenila. Ful slabo, dali so jim, ne vem, 13 točk od 30. Okay? In oni potem, ona da se nista nikoli več pobrala. Ja? Biznis je razpadel, ne boga. Končal se je. In zakaj tole zdaj izpostavljam? Zato, ker se moraš zavedati, saj ti lahko v urmu, ki ni dobil P2, mu lahko daš malo točk. Ampak je bistvena razlika, a mu daš malo točk, pa mu rečeš, da je totalen butec, pa da to dela je totalno brez veze, ali da mu rečeš, malo točk sem ti dal zaradi tega, pa tega, ampak imaš pa ful dobrih stvari, na katerih jih pa moram pohvaliti, pa daj razviji na tem naprej. Okay? In tukaj pridem do ene zelo pomembne mentorske funkcije v tej zgodnji fazi. Ne? Ker mentor na začetku ni kritik, ampak mora biti nekdo, ki išče dobro in spodbuja naprej, ker če ne lahko občutljivo rožico na začetku ful hitro posekaš. Ja? In se treba, tole zdaj razlagam zelo eksplicitno in pomembno, ker se treba zavedati, koga pravzaprav dobiš. Ne? A dobiš nekoga, ki je že sposoben slišati grobo ali kakorkoli, ali dobiš nekoga, ki mu lahko poveš realen feedback, ampak na način, da ne izgubi svojega entuzijazma. Okay? In vloga mentorja nikoli ni ubijati nek entuzijazem. To je zelo pomembna stvar. Okay? Rok, jaz imam tukaj mečkano moralno / funkcijsko feedback na to, kar si povedal. Ja. Se pravi, mi naprimer imamo predpostavko, da delamo z ljudmi, ki so že imeli ocenjene ideje preko P2 razpisa in so mogli pač tako že pokazati neke vrste vsaj attempt, kako bojo product market fit testirali. In ne vem, pač tako po mojih izkušnjah, pač tako oni imajo nek takšen osnoven traction na trgu, a pa vsaj lifeline, da razvijajo tako nekih AK10 mesecev or what not. In tukaj se mi zdi, mislim, če si z vidika faze, pa povej mi, če imam narobe, tako absolutno mi povej, da mi smo kind of že v fazi tough lova, ne pikec, ali nekaj bi delal za končke, kako lepo ti znaš pa res delati lepo s končki. Jaz se s tabo popolnoma strinjam, če dobiš nekoga, ki si mu mentor, ki je na P2 razpisu, je to ga že zelo močno zaznamuje. Čeprav imaš zelo različne ljudi, ki iz tega ven pridejo. Ampak jaz predpostavljam, da tole usposabljanje, tole, kar se pogovarjamo, delamo za podjetniške mentorje kot celoto, se pravi, boste v svojem karieri mentoriranja imeli take in drugačne. Okay? Unga, ki je pred P2-jem, pa unga, ki je že na P2-ju. Ker unga je na P2-ju že močno aktivno investira, če me razumete. Okay? In zdaj ta poudarek, tole, kar sem zdaj razlagal, je bil namenjen spodbujanju ljudi, ki so v zelo zgodnih fazah. Pred P2-jem, absolutno. Unka je v P2-ju, sva na čisto drugačnem terenu. Okay? Okay, samo izpostavljam, da ko boste naleteli, ker kot podjetniški mentorji, veste, vi ste začeli mentorirati, boste začeli ljudem govoriti, ali pa eni že, pa vas bojo začeli cukati iz vseh koncev in krajev. Pa eni bojo zelo že naprej, eni bojo pa zelo na osnovi. No? Samo tukaj bi rad izpostavil, kaj je funkcija profesionalnega mentorja v tem kontekstu, je, da poskuša spodbujati entuzijazem ob seveda sporočanju, kaj je treba spreminjati. Zaradi tega, ker sem skozi te pedagoške stvari, ki smo jih mi delali, sem videl z mano ured, sem se mogel to naučiti,
da smo bili velikrat v začetnih fazah pregrobi in je to lahko pri marsikomu ubil željo za naprej oziroma ga zelo močno zaznamovali. Pri komu je celo spodbudil, da ne bo pomote. Kakšen, ki si ga skenslil zelo zgodaj, je pol naredil glik zaradi tega, ker smo ti rekel, da ne bo šlo. Ampak včasih je scary, kaj slišiš, kako si vplival na določen ljudi z enimi stvarmi, ki si jih govoril v teh zgodnih fazah. Sam to hočem tukaj izpostaviti. Jaz se s to zgodno fazo se mi na ful veliko ukvarjali, ker kot ste sami rekli, za P2 pa za SK75 pa tako naprej, imamo čisto drugo zgodbo. Ampak še enkrat poudarjam, kaj je cilj tega zgodne zgodbe. Ne? Ok, če grem v tretjo fazo, smo v fazi aktivnega investiranja, se pravi trenutek, ko se jaz odločim, da se bom prijavil na P2. Ali pa se odločim, da se bom s tem začel aktivno ukvarjati. Se pravi, namesto, da bi počel kaj drugega, počnem to. Takrat pa zdaj padeš v ta cikl, ki ga je prej lepo Maja že opisala, ker rezultat, naslednji prelomni trenutek po fazi začetka aktivnega investiranja je kaj? Kdaj se konča ali pa zlomi faza tega aktivnega razvijanja ideje, če hočete? Sej Maja prej že lepo povedala. Kdaj? Ko se prvi proces prodaje začne. Odlično, ko se zgodi v resnici. Prvi denar, ne, ko se začne proces, ampak nekdo odpre denarnico. Super, odlično. Smo med fazo 3 in 4, aktivno razvijamo idejo in to ljudje razumejo zelo, zelo različno. To, kar je Maja prej razlagala, se pravi, da še preden jaz produkt imam, ga že prodajam, pa sem ves napaljen, pa tako naprej, to je super, ampak večina ljudi tega ne počne tako. Bolj, kot je človek tehničnega backgrounda, manj to počne tako, ampak delajo kaj? Pilijo svoj... Zvijajo do popolnosti. Tako. Overdevelopment, ne, se pravi, ful še enih funkcionalnosti, imam še ful idej, kaj bi zraven bilo in tako naprej. In tukaj pridemo v eno zelo pomembno stvar, kaj je tukaj vloga v resnici. Če fašaš ljudi v tej fazi za mentorstvo, kaj je naloga mentorja, kaj mora spodbujati? V glavnem. Da ga čim prej validiraš. Odlično, da se razvije MVP in se čim prej ga validira. Torej, govorimo MVP, vse večinoma veste, kaj je minimum viable product, se pravi najbolj enostaven produkt. Po mojih izkušnjah, v večini primerov si v tej fazi poenostavljalec. Okay? Moraš biti zraven tisti, ki kriči, tole je preveč, tole je preveč, tole je preveč, ne čakati, gremo ven, gremo sprobati in tako naprej. In to je lahko zelo težko, saj bomo prišli nazaj, zakaj je to v resnici težko. Okay? Ko pride prva prodaja, ok, zdaj se ti pa zgodila prva prodaja. Kaj pa pol naslednji trenutek, ki je ključen za vsako firmo? Soočenje z realnostjo. Ok, to se sliši tako. Zdaj sem sanjal, ne? Zdaj se bom pa soočil z realnostjo. Ampak kaj bi bil, recimo, naslednja prelomna točka? Ja, na pir greš takoj, ne? Ok, greš na pir, ne? Čeprav jaz, kukor sem, to je ful zanimivo, jaz sem dam ponavadi, preden grem v mentorski odnos, dam ljudem en vprašalnik za rešiti, da ocenjujem njihovo zrelost, poslovno zrelost. In eno od vprašanj je, kako pogosto praznuješ svoje uspehe. Okay? To pravi, dosežem uspeh, koliko ga praznuješ od 1 do 5. Koliko mislite, da je povprečje podjetnikov pa menedžerjev? Bravo, tudi 2. Okay? Ne praznuje. Ne? Zakaj? Ker kad si naredil uspeh, narediš kaj? Takoj dvigneš svoj cilj. Okay? Pomembna točka, se bomo k njej še vračali, ker če to počneš zelo dolgoročno, končaš kot zelo nesrečen človek. Ponovadi, ne? Če nobenega uspeha ne praznuješ, se to ne konča najboljše. Ampak se bomo vrnili k temu kasneje. Ampak zdaj me zanima, prvič sem prodal, ok, kaj pa je zdaj moj naslednji prelomni trenutek? Mogoče, da najdeš kanale, segmente, prek katerega lahko ponavljivo prodajaš, preden greš pol v skalanje, I guess. Ok, ja, naredim kanale, začnem delati, to so bile zdaj aktivnosti, kaj počnem, kaj pa je moj naslednji trenutek, ko odprem šampanc, ne? Kaj bi ga pa res mogel. A je lahko točka preloma? Bravo. Za podjetje. Se pravi, točka preloma. Kaj pa točka preloma pravzaprav pomeni? Da ne brnem več keša, ne? Kako? Ja. Da ne brnem več keša. Ja, da si vsaj na nuli. Unlimited runway.
Ja, se pravi, točka preloma v resnici pomeni, ko tisti trenutek, ko je meni denar nehal odtekati, pa niti ne preteka, niti ne odteka. In zdaj, če dobite, spet govorim iz mentorske perspektive, če dobite podjetnika, ki je v tej fazi, naredil je prvo prodajo, moraš ga pa spraviti do tega, da bo prišel do točke preloma, je set aktivnosti oziroma poudarkov, ki jih moraš dajati podjetniku, popolnoma spet, ne popolnoma drugačen, ampak bistveno drugačen. Ker jaz, po mojih izkušnjah, moraš velikrat podjetnika takrat fajn usekati po prstih pa reči, zdaj pa nehi razvijati. Ni zdaj cajt za razvijati. Zdaj si ti prodal, si dokazal, da stvar špila. Se pravi, kaj moram početi zdaj? Graditi stroj. Okay? Ja? Jaz temu rečem gradnja organizacije. Okay, ukvarjati s strankami, najdeti mehanizme, kako lahko to prodajo čim večkrat ponovim in na drugi strani optimizirati procese, da bojo čim manj stali, da bo začela nastajati razlika v ceni, ki bo v končni fazi pripeljala do tega, da sem jaz na nuli. Okay. To je bil zdaj 5. trenutek, sej brez skrbi se bom k temu, se bom non-stop vračal. Kaj pa je 6. točka? Scaling, world domination, making money, unicorns. Ok, world domination, making money, unicorns v redu. Lahko, ampak to ni točka. Exit, ja, ok, exit lahko. Ampak tukaj predpostavljamo, da je cilj vseh podjetnikov zgraditi firmo in jo pol prodati in pokasirati denar, ne? Kar ni res. To ni res, ne? Ok, kaj pa je v bistvu predpogoj, če hočeš narediti dober exit? Je profitabilnost. Ok, Stabilnost. Stabilnost. Kaj je pa glavni faktor v kasnejših fazah stvari, kjer je glavni dejavnik, ki ponavadi povzroča nestabilnost v firmi? Cash flow. Okay. Oseba. Kjera oseba postane problem v tej firmi? CEO. Ja, kdo pa je CEO ponavadi? Founder. Avtor. Ja, ok. Se pravi, jaz trdim, da ultimativni cilj podjetniškega procesa je doseči, da imaš mašino, da postaviš stroj, ki podjetnika ne potrebuje nujno za to, da funkcionira. Ok, podjetnika lahko 2 leti ni, podjetnika 2 leti ni, ne? In podjetje še vedno funkcionira. Jaz se ful veliko ukvarjam s firmami, ki so med 5 pa 6. Okay? In ena izmed prvih stvari, ki jo vedno odredim, je, da naj gre podjetnik za 2 tedna na dopust. Pa brez telefona, brez računalnika in tako naprej. Jaz se velikrat za nalaž provociram, pa rečem, da imam jaz 16 tednov dopusta na let, kar je res. Okay? Ampak kaj je predpogoj, da imaš lahko 16 tednov dopusta na let? Sistem. Da sistem funkcionira. Se pravi, postaviti sebe iz najpomembnejšega v sebe v najmanj pomembnega od vseh. Okay? Veliko podjetij, sploh v SK75 fazi, recimo, kakšni tudi že v P2 fazi, in boste imeli točno med točko 5 in 6. Za zelo nesrečnimi podjetniki, ker imajo težave v tem, ker so dosegli tisto točko preloma, zdaj pa ne vejo točno, kaj bi, in zaradi tega, ker se ne znajo umakniti dovolj oziroma dovolj strukturirati svoje zgodbe v stroj, okay? Postajajo vedno bolj nesrečni, pregoreli in tako naprej. In velikrat pripelje do tega, da se podjetje ustavi na pragu nesposobnosti menedžerja, da delegira svoje stvari. Kdo pa je ta menedžer, je ful velikrat eden od founderjev, okay? Ki je bil zelo dober za gradnjo novih zadev, pa zelo slab za upravljanje obstoječih. Jaz trdim, da je stopnja osebne transformacije iz 3 v 4 je ful pomembna. Ker moraš iti iz tistega, kar je prej Maja rekla, v tistih grdih dojenčkih pa tako naprej. Moraš svojo glavo preštelati od tega, da v bistvu to, kar ti misliš, ni toliko pomemben. Moraš svoj ego spustiti, pa moraš narediti nekaj, kar v resnici drugi hočejo. Ampak naslednja faza, da pa ti uspeš sebe iz firme umakniti in zgraditi sistem, ki deluje, je pa še težja. In veliko ljudi, ki jih boste vi dobili v vašem procesu, tukaj noter v mentoriranju na SK75 ali tako naprej, je točno tukaj noter. Ker če ti hočeš narediti dober exit, če hočemo, če bi jaz kupoval eno firmo, kaj hočeš videti? A je ful dobra firma una, kjer podjetnik vse hedla, vse pozna, vse je odvisno od njega, ma to ni nič vredno, razumete?
ker pa moraš podjetnika kupiti. Če imaš pa firmo, kjer podjetnika ni, pa kaj, ker biznis sam dobro teče, pa je pa firma veliko vredna. Ok? Ja. Kakšen komentar, karkoli, če vem, da sem zdaj navrgel, pa... Jaz bi sam to rekel, da je sicer vse obstajajo zgodbe, sam jaz še vedno ne verjamem v sistem, ki deluje. Niti pri corporatu, niti nekjer sploh, kar se tiče after sale, pa vseh zadev, od Google dalje in tako naprej, ki imam izkušnje. Če pogledamo sam Apple. Apple je super deloval pod določenim vodjem, ni vse upravljal sam. Sistem je že funkcioniral, ampak če nimaš idejnega vodja, ki to strast predvsem. Vse niti ne razvojno zadevo, pa vsak detajl, pa čeprav imel Jobs te zgodbe, pa imamo še mnogo teh primerov, ampak neko strast do novitet, do te vizije, ki jo ima podjetje, pol ni variante, da firma funkcionira. Tako da jaz sem tudi že neki due diligence vodil, pa tako naprej, pa tudi prevzemal sam naredil, kupuješ ekipo. Vedno kupuješ ekipo in tudi glavo ekipe zraven, ne? Se strinjam. Ko sem bila jaz zraven, so primarno ekipo obdržali 2 leti, pa so pa pač tiste ljudi, ki imajo več izkušenj dali na pozicije. Ker ne vem, mislim, da vsak je snemal online kurs, vsak je pač naredil neki tasga, ki ni več labor intensive. In tukaj med 5 pa 6 je meni v resnici ful pomemben CAC in kako računajo CAC. Pač, a ima to sploh stroške founderjevga dela noter, a je to pač čisto ena fake metrika iz nekega oglaševanja, karkoli tasga. Ker ponavadi se ti tukaj le toliko human labora noter navleče, da pač tiste stvari, ki misliš, da so rentabilne, oni kanali, ki misliš, da so rentabilne, da če bi šel to seštevati, da je freaking kaos. In mislim, ne vem, jaz sem bila zraven, ne vem, ko se je delala pač ta, a veš, ko so Čehi ful investirali, ko so Britanci ful investirali pri nas in tako, no, mislim, shit is crazy in tale podjetniški entuziazem in vse te zadeve, to je, mislim, a veš, mora biti nadomestljivo na eni strani, kva pa če pregoriš, kva pa če imaš raka, pač nočeš kupovati podjetja, ki je odvisen od ene osebe. Of course not. Ne, se ne govorim, da je odvisen od ene, ampak je pa veliko odvisen v bistvu dinamika podjetja, kdo jo vodi. Ne, veš kaj, po mojem se pogovarjamo čisto o scalanju, zaradi tega, ker naprimer, če imaš pač ti eno storitev, ki je zapacana, pač tako kot nek agency model. Tudi vprašanje o dejavnosti, valjda, itak, ne? Ja, totalno. A veš, in če ti algoritmizira znanje ali pa pač narediš en takšen konstrukt produkta, ki, mislim, ni več tvoja ura enota, ki jo prodajaš na trgu, ampak lahko algoritmizacija ali pač to, da se vidijo, kaj posname, ali pa karkoli tasga, imaš v bistvu ta scalability, ki ti dela denar med tem, ko ti spiš, ali pa, ko si na porodniški, ali pa, ko imaš raka. No, se je tako rekel, ne, Vigo Shop ali pa Top Shop ne moreš primerjati z nekim visokotehnološkim podjetjem, ne, to verjetno o tem govorimo, ne. Tam gre tudi potem za druge zgodbe. Ne, ampak jaz kljub vsemu bi se dvignil en nivo nad tole. Jaz se strinjam, jaz nisem rekel, da zdaj firma, ki je stroj, da deluje brez nekoga, ki jo vodi. Ni pa nujno, da ta, ki jo vodi podjetnik. Okay? Pa bistveno razliko imamo, ko se pogovarjamo o tem, a ti vodiš nek obstoječ sistem, ki dela cash, ali vodiš razvoj podjetja, naprej pa razvijaš nove produkte. Ja, ful pogosto se mi zdi, da razvoj ostane valjda na podjetniku, ampak del, ki je pa cash cow, pa ni treba, da ostane na podjetniku. In če hoče preživeti, če hoče ta podjetnik razvoj delati še naprej, bo to mogel nujno narediti, ker če ne ga bo del toliko požaril, da pač ta ne bo funkcioniral. O tem jaz govorim. Hkrati se pa strinjam, pa bom tudi pol pri metodoloških osnovah naprej še razložil, jaz se popolnoma strinjam, da narediti sistem, ki deluje statično, ne obstaja. Vedno ga je mogoče izboljšati in rabiš nekoga, ki ga ves čas izboljšuje. Sem pravim pa hkrati, da ni pa treba, da je ta alfa in omega, ki tam noter stoji podjetnik, ki ima vse pod kontrolo. Mora zgraditi, če hoče scalati, mora nujno sebe začeti vleči ven iz določenih stvari. Mora začeti delegirati, mora graditi, postavljati postopke, mora postavljati procese, drugače pač ne gre. Tako, ja. Ja, s tem se strinjam, ja. Da v bistvu gre v tej fazi, ko greš iz razvojnega podjetja v bistvu prodajno, ne, če rečemo tako, ali kakorkoli, da moraš videti, kje ti je mesto, ali si pol ugotoviš, da imaš boljše razvojnike, ali si boljši v managementu, ali si ti boljši v razvoju. Ne? Se pravi, in tam postaviti ekipo in potem v bistvu se tega držati. To je tako, kot v družinskih podjetjih, ne, gre z generacijo v generacijo. A bo zdaj oče polka prevzame, sin še vedno hodil v proizvodno pa govoril, kako morajo delati ali ne. Približno ista zgodba. Ne? Absolutno identična zgodba. Ok, če kakšen pogled tlele, kupite tole.
Jaz bi samo eno stvar dodal, mogoče, da nismo dovolj jasno izpostavili. Vendarle, ko delamo start-upi, vemo, da povprečna starost je tam 24, 25, 26 let. No, in za moje pojme to še niso čisti zgrajene osebnosti. Ne. Se mi zdi, da je največkrat napaka, ne vem, spet ekosistema, ne, da ga oni razumejo predvsem tako, da morajo v 3-5 letih prodati, požeti in prodati in obogateti. Skratka, vrong, ne. Vemo, da narediti eno firmo, iti skozi poslovni proces, imeti na čelu enega vizionarja in bi rekel predvsem en kompatibilen tim, to je, bi rekel, tudi sreča. Ne. In danes nismo o timu govorili, kako je treba, recimo jaz spremljam veliko startupov, pa ko jih srečam po 2-3 letih ponovno, smo šli na razen. Ne. Pa jih vprašaš, kaj je bil ključen, se nismo nekako pofočkali. Ne. Enaka Facebook generacija, en drugemu svetujejo, nikdar ne grejo do starejših, do kakšnih menedžerjev, ki so že naredili nek tak preskok in tako naprej. Zdi se mi, da je ena lastnost zelo poudarjena pri dobrih startupih, to je to, da so učljivi, da imajo vizijo in da rečejo, wow, mi bomo osvojili naslednje leto 2 trga, ne razmišljamo o tem, da bomo hitro obogateli vse potom, kot rečejo na jugu. Ne? In bistvena stvar je to, da vsak novi član, ko pride noter v tim, v bistvu malo spremeni orientir v produktu, ne? Kar je po svoje dobro, ne? Zato, da ne reče lastnik podjetja ali pa glavni ustanovitelj, I'm perfect, ne? Moj pogled na produkt je najboljši. Ne? To ne drži. Se pravi, se velikokrat preusmerijo na čisto popolnoma drugačno tehnologijo, ker prihajajo novi možgani v podjetje in se mi zdi, ti možgani so bistvenega pomena, ali bo podjetje šlo iz tiste začetne zagonskega obdobja v fazo profesionalnega pristopa, kjer morajo, ko imajo 10, 20, 30, 50 ljudi, strogo, bi rekel, profesionalizirati vsako funkcijo v podjetju, ne, in tam v bistvu se pokaže, kdo je z kakšnega testa. Ne. Ja, se strinjam. Ekipi in vsem tem zadevam absolutno še pridemo. Zdajle pač je bil fokus na procesu samem. Se pa strinjam, da je treba mlajše, starejše, jasno je treba vedeti, s kom imaš opravka. Jaz sem imel v zadnjih 2 letih opravka od 18-letnikov pa do 60-letnih podjetnikov, kar seveda terja popolnoma drugačen pristop. Ampak k temu, kot rečeno, se vrnem v kratkem. Ena stvar, ne, ki sem jaz hotel zdaj pokazati na enem takem improviziranem grafu, so te točke, o katerih smo zdaj govorili. Ne. Gor sem napisal neto denarni tok, to je skupni neto denarni tok, se pravi, koliko sem jaz do zdaj denarja investiral ali pa spendu skozi čas. Ne. Okay. In kot vidite, ne, ko začnete aktivno vlagati, začne ta zadeva itak pač padati. Ne. In zgodba začne krivulja, se začne obračati ponavadi ob prvi prodaji, ne. Potem naredite v eni točki točko preloma, ne. In potem greste gor in v eni točki v zgodovini podjetja je to, kar si vložil v firmo, sumarno manj kot pa to, kar si ven dobil. To je klele, ker bi se vsa stvar križala z X osjo. Ne. Razlog, zakaj ta graf kažem, je zato, ker bom skozi njega poskušal razložiti na čim bolj enostaven način, kaj je funkcija podjetniškega mentorja. Okay?